Ok, grilovci, smo ready za četrti recept? Jaz sem. No, tokrat bomo pa potovali v Španijo. Delali bomo namreč tortilje. Zdaj, Španci so zasluženi, da imajo tortilje še danes takšno ime, kot ga imajo. Namreč, Španci so jo poimenovali tortilja kot mala torta. Drugače pa zgodovina uči, da so tortilje se začele pojavljati že pri Majih in Aztekih. Španski osvajalci, konkvistadori, so jih pa pripeljali s sabo v Evropo. Pač oni so tam gledali, kaj so to za eni mali kruheki, bilo jim zanimivo in tako se te kulture se mešajo in zato smo pač tortilje dobili tudi v Evropi. Zdaj, začelo se je z koruznimi, s temi bomo mi danes tudi delali. Jaz sem raz keep the basics, pač všeč mi je tortilja takšna, kot mora biti, iz koruze. Seveda, poznamo danes tudi cenejše variante, imamo tudi pšenično tortiljo. Saj ni nič narobe z njo, glih tako je v redu. Sam, dej, če je original koruzna, pa imejmo koruzno. Zdaj, kaj je ful fajn pri tortiljah je to, ker so res na easy za narediti. Res ne rabiš, ne vem kaj veliko. In lahko tu uporabiš, ker je možno široko imaš domišljijo. Oziroma, res lahko tu uporabiš svojo vso možno bujno domišljijo. Lahko narediš veganske, morske, mesne, kakve češ. In v bistvu mi danes se bomo dotaknili vseh treh. Naredili bomo ene dve različne veganske, naredili bomo eno morsko, pa za konec bomo naredili pa eno tako res premium mesno. Ajde pa gremo. Tako, tortilje jaz v bistvu na začetku čisto malo zagrejem, pa lažje delati z njimi. Moraš pa biti previden, da jih ne zagreješ preveč, ker potem se izsuši in razpoka. In potem, ko jo začneš zvijati, bo sigurno poknila. Zdaj pa jaz danes ne bom delal, bi rekel, klasičnih tortilj, one, ki se zarolajo, ampak bom naredil, saj ne vem, kako bi to poimenoval, jaz kaj rečem one biter. Pač dal bom tortilje na 4 kose in v bistvu lahko narediš pa tak ful različnih tortilj in je bolj nek tak podoben element dobiš ven oziroma efekt, kot da bi delal kanapejčke. Saj veš, razni cateringi, pa imaš 10 različnih kanapejčkov, pa lahko probaš enega, pa drugega, pa tretjega, ne. Lahko probaš ful veliko stvari, preden bi se pač preveč najedel. In to je v bistvu danes tudi moj cilj. Ker imamo ful enih različnih dekorativnih stvari, ki jih bomo uporabili, tako da v bistvu a lot of fun. Začeli bomo pa z vegansko, tako kot sem rekel. Evo, malo se pogreje. Pri teh tortiljah tukaj bomo uporabili peanut dip, pa eno spicy varianto bomo naredili, pa nekaj še s čokolado, tisto pa čisto na koncu. Evo ga. Tortilje dam na 4 enake dele in pa se začnemo igrati. Jaz vedno vsako tortiljo dam eno tanko rezinico kumarice, ker mi da tak dober crispy feeling, pa doda neko svežino. Tako da prvo recimo, ajde, začnimo z peanut dipom. In jih v bistvu narediš takle podolgovato, zato da je po celem, ker potem zrolaš. Evo. Tako, damo recimo peanut dip, pa damo gor eno kumarico, pa zrežemo eno feto tofuja. Takole. Zdaj pa, opcija je seveda, da naredimo tukaj zdaj kakšno zadevo pikantno. Peanut dip smo dali noter od Bama, ker bo naredil ful dobro tako kremasto strukturo. Tukaj zraven tofuja je mogoče malo prazen pri okusu, no, in meni se zdi, da v tej varianti zelo dobro paše par kapljic tele omakice zraven. To je v bistvu iz karijem omaka s karijem, pa hruško, pa kurkumo, zelo blago pikantna omaka. Tukaj imate tudi recimo pikantno stopnjo 2 od 6, tako da to bolj ali manj lahko je res čisto vsak ljubitelj pikantne hrane. Ali pa tisti, ki se na pikantno hrano šele navaja. Mogoče majčkeno soli, to je to. En paradižnik, recimo malo za dekoracijo. Takole. In jo čisto lepo preprosto zavijemo gor. Hop, hop. En paradižnik, napiknemo takole. Evo, prva tortiljica končana. Gremo naprej. Kjero bi pa zdaj? Damo lahko, evo, spet recimo, ne, pa da, zdaj smo dali peanut butter, pa damo guacamole.
Pa damo tokrat guacamole, odrežemo fetico tofuja, damo eno crispy kumarico, takole. Zdaj pa, da nimamo posod paradižnika za dekoracijo, glede na to, da imamo tule en kup lepega sezonskega jagodičeva, se lahko pa malo špilamo z dekoracijo, pa damo recimo eno borovnico, pa eno malino, pa še otrokom všeč. Ta sicer ni spicy, naprej sem dal malo čilija gor, na toto nisem dal nič. Bomo pa naredili tako pisano otroško. Evo, pa imamo spet eno vegansko variantico. Zdaj pa lahko še naredimo tretjo, recimo lahko pa brez tofuja, pa damo sem 2 namaza. Damo peanut dip, pa malo bolj na debelo namažemo, takole, ker ni tofuja, spet malo guacamole. Eno crispy kumarico. Takole. Pa na toto pa damo, evo, figo, zakaj pa ne. Na toto pa zapičimo figo gor. Cka, cka, ok. Evo ga. Kdo ne bi take tortilje probal? Kaj ti vzame? Minuto, še to ne. Evo, na takih tortilji se lahko špilo še ne gled. To sem zdaj naredil ene take čisto simple 3 veganske variante, 2 s tofujem. Vse imajo peanut dip, zato ker se mi res zdi, da ful dobro paše. 2 imajo guacamole, var se pa z dekoracijo špilaš. Paše paradižnik, paše sadje, karkoli. Evo, zdaj smo z veganskim končali. Zdaj bom pa naredil še eno za ljubitelje morske hrane. S kakšno ribo. Evo. Jaz imam zdaj tukaj lososa, pač v mojem primeru je dimljen, ni pa mus, lahko kjerkoli. In losos ful dobro paše recimo z nekim sirnim namazom. To imam en lahek sirni namaz. Seveda kumarica, za tisti crispy filling in svežino. Malo lososa, takole. Zraven lososa je pa mogoče vredno omeniti, da gre ful dobro ali mango ali pa breskva. Jaz sem v tem primeru prinesel s sabo breskve. Res, če malo poštudirate, kakšno aromo ima losos, pa kakšno aromo ima sta mango pa breskva, je kar hiter jasen, da se lepo skupaj ujameta. Pa še lepo pride za pogledati. Evo, tole zapremo, damo gore na breskvico. Tako, pa imamo, evo, en prvi taki morski kanapejček. Pa lahko naredimo še enega. Recimo, probamo s peanut buttom, s peanut dipom, zakaj pa ne. Peanut dip, to tek skoraj vse pa se odpaše, to tek nimaš kaj veliko falit, ne. Namažeš malo peanut dipa, se špilaš, opa. Damo spet malo lososa. Takole, pa eno kumarico. Evo ga. In pa res tukaj pri lososu bom vedno uporabil breskva, ker pač res fantastično zaključi aromo tega kanapejčka. Takole. Zdaj pa naredimo še pa enega z bakalarjem. Verjetno bakalar tudi poznate. Zdaj ta že sam po sebi ima tako močno aromo, da jaz mogoče niti ne bi mešal s čimerkoli drugim, ampak bom sam fajn na debelo namazal bakalar, dal noter eno kumarico, takole, damo noter na kumarico, pa zaključil z enim, recimo robido, zakaj pa ne, evo ga. No tako, zdaj smo porabili za tole, ne vem, mogoče 3 minute, pa smo dobili take 3 čisto lepe, simpatične one-biterje, se pravi imamo 2 lososa, en bakalar, lahko bi se zdaj špilo nedogled, lahko bi dal pa zdaj spet peanut dip, pa lahko bi dal spet bakalar, pa mešano sadje, glavnem point je, da vam pokažem, da je to res simpel. Ok, zdaj za grande finale bomo pa naredili eno tortiljo, ki bo pa malo special, tako sem vam obljubil. Bo za meat loverje, se pravi mesna tortilja, ampak s čokolado. Zdaj pa kako je to v bistvu nastalo. Ta tortilja je začela nastajati že 3 dni nazaj.
navednicah, ampak res. Dal sem v bistvu ravno dark chocolate od Bama, seveda. Kupil sem pa potrubuševino. Potrubuševina je del mesa, ki je v bistvu kar malo bolj masno, ampak je pa fajn za jesno. In v bistvu to potrubuševino sem narezal na take čist male koščike, kot ste pa videli, in sem jo dal zoret v to barbecue trafovo omako in sem jo pustil noter 3 dni. Pa sem to danes vzel ven, mislim, smo to popražili, meso smo spekli, noter, kar v to meso popečeno, smo pa stresili tele čokodropse in se je v bistvu čokolada stopila. In zdaj smo dobili to eno tako fejst, gosto, čokoladno zmes in noter je v bistvu tisto pečena potrubuševina. Zdaj, kar je mogoče v tem momentu še vredno povedati, če se vam da iti mogoče še eno stopničko više, pa če res hočete narediti ultra dober vtis na goste, ima pa Bam za eno čist noro noviteto, Ruby chocolate dropse. Zdaj, ko tole pogledate, ne, kaj si prvo misliš? Neke rozaste stvari, pač bi rekel, ok, pinki čokolada z nekim barvilom. Ma ni res, to je v bistvu, to so posebna kakaova zrna, ki so narejena iz nekega kakavca, ki pač deva roza barvo. Tako da to ni nič obarvano, to je res premium stav in ta kakao je dejansko iz roza kakavih zrn, oziroma zrn, ki daje roza barvo. Ok, pa gremo. Se pravi, tu imamo zdaj to meso s čokolado, tortiljo bomo naredili isto kot prej. Ampak to je pa res ona tortilja, ko pa je ne moreš nehati jesno. Jaz tukaj zdaj ne bom pretiraval z nekimi drugimi stvarmi, jaz bom dal samo eno kumarico, za ta crispy feeling. Bomo pa dali tule en tak simpatičen čokoladen košček mesa. Vidite, to je res gosta zmes. Pa je mogoče še enega malega, evo, takole. To je res pač noro zadevano. Zdaj pa tukaj noter je žitak barbecue omaka, jaz bi pa vseeno v tem primeru, ker pač imam rad spicy stvari, bi dal pa še vseeno eno kapljico ali pa 2 tele barbecue Bamove omake, to je pa številka 6, oziroma, pardon, to je pa številka 4, pikantna stopnja od 6, je pa smoky aroma, se pravi spet za čipotli pa dimljeno papriko in jo bom dal tako čisto na par kapljic gor. Evo, da naredimo čist malo tak spicy kick. Zdaj pa, spet, če se vam da, smo rekli, Ruby je spet en next level. Imamo pa še en next level, ko je pa v bistvu malo bolj tak zašel, ampak verjemte, da bo vsem všeč. Tukaj imamo tudi prava kakaova zrna, prava presna kakaova zrna, ne, ki sem jih malo prej strl v terilniku. Ne. In to na koncu, recimo, če smo že ful v čokoladi, pa če se ful gremo te premium izbire, pa na koncu lahko tole dejansko posipaš še s pravim presnim, sveže strtim kakaovimi zrni. Evo ga, to je pa dejansko pol tortilja, ko je ziher še nobeden ni probal, pa ziher si bojo ljudje zapomnili tole reč, pa tistega, ko je naredil. Evo, to imamo pa zdaj tortiljo s čokoladnim mesom, zorjeno potrubuševino v barbecue trafovi omaki. Evo, pa lahko še naredimo eno. Pač jaz sem že delal, no, tudi z pinkijom, v bistvu in prije je res ful dober. Splača se malo potruditi, no. Evo, pa damo še malo tega gor. V bistvu ta kakava zrna daje res močen tak grenek kick od zadih, pa res dobiš en tak dober feeling, ko ugrizneš, res kot je bila na res full dark čokolada. Pač to tortiljo je malo več dela, ker je pač, dobro, moraš imeti potrubuševino, moraš jo dati zoret in tak naprej, ampak vam povem, da se res splača potruditi. Tisti, ko ugrizne to tortiljo, jo ne pozabi.